Torej, lepo zdrav v mojem imenu in v imenu kolegice Brine. Najlepša hvala za povabilo, da vam lahko pač iz svojega stališča na nivoju mojega vedenja v odprtem dostopu tudi kaj o tem povem. Mi smo pred 14 dnevi imeli v knjižnici podobno predavanje za knjižničarje univerze, ker so se trije vaši kolegi tega predavanja udeležili in so seveda potem prepoznali to temo, bom rekel, kot takšno, da bi bila zanimiva tudi za vas, torej za širšo javnost izuma, tako da, spoštovani kolegi, z veseljem sem tukaj in vam bom nekaj malega teoretično razložila o odprtem dostopu. Kasneje imamo, bom rekla, tudi prikazan vnos polnega besedila v digitalno knjižnico Univerze v Mariboru, ki je naša infrastruktura za uresničevanje odprtega dostopa. Kasneje, če bo razpoloženje takšno in še dovolj časa, smo pripravili tudi eno igrico, da se pač razidemo v sproščenem vzdušju, ampak dobro, to bomo pol šele videli. Torej, Muzejna knjižnica Maribor se pravzaprav že precej let posveča tej temi, torej odprtega dostopa. Precej zgodaj smo zaznali, da je to tema, ki jo moramo spremljati, kako se razvija, kako napreduje na področju znanstvenega komuniciranja. In seveda jaz temu pravim, da je pač odprti dostop je nova prelomnica v evoluciji znanstvenega komuniciranja. Če je bila, bom rekla, ena pomembnejših seveda elektronsko založništvo, je sedaj odprti dostop neka nova stopnja razvoja znanstvenega komuniciranja, ki se vedno bolj uveljavlja, sploh v okolju po naših odzivih mladih raziskovalcev, doktorskih kandidatov, odprti dostop sprejemajo že kot nekaj seveda precej samoumevnega. To lahko precej tudi primerjamo z študijami uporabnikov, s katerimi se tudi precej ukvarjamo v knjižnicah zadnje obdobje, ker naši uporabniki se spreminjajo in tehnologija jih spreminja, tako bom rekla tudi znanstveno komuniciranje se spreminja zaradi tehnologije in novih poslovnih modelov. Na začetku bi vas v par slajdi malce upozorila, kaj Evropa oziroma evropski širši prostor, raziskovalni prostor, pravzaprav normativno in deklarativno že precej govori o odprtem dostopu. Eden izmed takšnih aktov je ta Liber Open Science Roadmap, ki govori o 7 pomembnih področjih, ki jih moramo spremljati in vzeti v ozir. Seveda prvo je publiciranje, torej založništvo, drugo so raziskovalni podatki, ker bi se naj uveljavljal ta FAIR princip, findable, accessible, interoperable in reusable, torej raziskovalni podatki in publikacije. Potem so tukaj raziskovalne infrastrukture in pa veščine, metrika, tudi na področju metrike se precej razmišlja in govori o tem, da bi se naj v okolju odprtega dostopa oziroma v bodoče odmaknila od klasičnega vrednotenja znanstveno-raziskovalnega dela, ki bazira sedaj na impact faktorjih, torej da je treba najti nekšno drugačno rešitev. Potem so tukaj veščine, ki jih moramo seveda zdaj znova pridobivati, tudi poklic knjižničarja se v našem okolju zaradi tega, ne samo odprtega dostopa, nekaj precej zaradi tehnologij in tega, da delujemo v precejšnji meri seveda v elektronskem okolju, torej na spletu se naše veščine precej spreminjajo oziroma se moramo izobraževati za njih. Raziskovalna integriteta, to je precej etika, vprašanje etike znanstvenega publiciranja in pa na koncu, bom rekla, zelo popularno področje citizen science. To prevajajo ljubiteljska znanost ali pa družbena znanost, skratka, tukaj je poudarek na tem, da se evolvira v znanstveno raziskovanje, bom rekla, ljudi, torej občane, če tako rečem širše, neko širša javnost, ki ti pomagajo na nek način zbirati raziskovalne podatke. Precej odmeven projekt je bil na področju ornitologije, ker so prebivalce pač nekega okolja nagovorili, da ko greš na sprehod, narediti sliko ptiča, pošli in skratka na tak način tudi raziskovalci množično zbirajo raziskovalne podatke, ki jih potem naprej uporabljajo za svoje raziskave in temu se nekako reče citizen science v angleščini. Potem bi upozorila na prihajajoči 9. okvirni program Evropske skupnosti, torej raziskovalni program z imenom Horizon Europe, ki seveda enako kot, bom rekla zdaj v 8. programu, torej Evropske skupnosti Obzorja 2020, prav tako govori o odprtosti, torej o odprtem dostopu.
če primerjamo, zdaj bom rekla, skozi malo obdobje, ko spremljamo odprti dostop, je bil to 7., 8., sedaj prihajajoči 9. okvirni program. Nekaj, kar je bilo v 7. priporočilu, je bilo v 8., torej je zdaj v obzorjih 2020 obvezno in kar je v obzorjih 2020 obvezno, bo v 9. okvirnem programu obvezno. In tako stopnjujejo te zahteve glede odprtega dostopa. Ne. Publikacije so že v tem okvirnem programu, torej obvezno objaviti v odprtem dostopu, če so nastale na podlagi raziskav financiranih iz Evropske skupnosti. V tem prihajajočem Horizon Europe programu pa napovedujejo še bolj zaostrovanje, da ne bo več niti vseeno, kje objavljaš. Prej so rekli, dobro, v odprto dostopni reviji, sedaj pa točno kateri, torej da mora biti zlata odprta dostopna revija, da ne bodo tolerirali hibridnega odprtega dostopa ali pa samo pogojno v tistih revijah, ki bodo imele že prav sprejet neki tranzicijski program prehoda iz klasičnega založništva v odprto dostopno založništvo in pa recimo na področju raziskovalnih podatkov je zdaj v tem okvirnem programu so izvedli pilot na določenih znanstvenih disciplinah, tudi zbiranje raziskovalnih podatkov, medtem ko pač v tem Horizon Europe pričakujemo, da bo to razširjeno na vse znanstvene discipline in tudi verjetno že obvezno. Tako se pač stopnjujejo, bom rekla, te zahteve Evropske skupnosti in kdor pač raziskovalec, ki deluje v tem okolju, pač mora tem zahtevam zadostiti. Mi smo pa tukaj, da mu ustvarimo pogoje, da lahko tem zahtevam zadosti. In na Univerzi v Mariboru se precej trudimo na tem področju. Potem je tu recimo ena, bom rekla, stalna komisija pri Evropski European Research Area, ki je pravzaprav tudi v 9 točkah priporočila spisala, torej enako vedno govorijo o tem FAIR principu, potem promoviranje in varovanje odprte znanosti znotraj torej zakona o varovanju avtorskih pravic in sorodnih pravic. Veste, da je tukaj na evropskem nivoju bilo precej polemik okoli tega drafta novega copyright zakona. Potem je tukaj razumevanje, promoviranje torej inovativnega okolja, razvijanje veščin, torej pospeševanje te citizen science, torej prebivalcev, ne vključevanje prebivalcev v znanost, reward evaluation systems, torej jih je potrebno prenoviti, torej prilagoditi. Open peer review se precej tudi pojavlja, ne, da obstajajo že revije, ki temu procesu sledijo in sicer poudarek je v tem, da seveda recenzijski postopek več ni, bom rekla, skrit, torej da veš, kdo te recenzira in da recenzent ve, koga recenzira, torej da se tukaj več ne govori o double blind ali blind peer review proces. Potem so zahtevanje infrastrukture, vzpostavljeni procesi in poteki dela in pa seveda, da se poenostavi tudi torej transparentnost pri in ko pogoji za torej te pogodbe, naročnin za znanstveno literaturo. Tu se precej, bom rekla, trudimo v okviru konzorcev in imamo tudi že uspehe. Recimo v 2019 smo pri nakupu Science Direct paketa založnika Elsevier izpogajali 15% popust na APC, kar pomeni, da kdor se bo odločil objaviti v Elsevier revijah, bo imel takoj v izhodišču APC, torej pri plačilu APC 15% popust, medtem ko pri American Chemical Society, torej iz sklopa njihovih revij, bo pa v tem letošnjem letu objava članka v odprtem dostopu zastonj. Tako tudi pri nakupu znanstvene literature seveda vgrajujemo kriterije, tudi kriterije odprtega dostopa, tako da spremljamo, kaj dosegajo v svetu, čeprav založniki te stvari precej skrivajo, ne? Ker ni pogodbe, ki bi bila v državi enaka, ne, Elsevier, bom rekla, ima skoraj za vsako državo čisto drugačno strukturo in drugače popušča. Seveda raziskovalno močnejšim državam bolj popušča, kot recimo nam, ampak kakorkoli je to zdaj kriterij, ki ga upoštevamo tudi pri dogovarjanju za te subscription agreemente. Potem je tukaj plan S, če ste pač ga že slišali o njemu ali ga celo prebrali. RRS je bil eden prvih, ki ga je podpisal.
In sicer plan S pravzaprav je podlaga, ki bo, torej podlaga zahtevanj, ki jih bo Evropska skupnost vgradila v ta nov evropski program Horizon Europe. Precej zahtevne pogoje so postavili, ker bom rekla, seveda vsi, torej tudi tuja javnost pravi, da to je seveda preveč ambiciozno, ta datum vsekakor ne bo dosežen, vendar to ni najpomembneje, ko ga podrobneje preberemo. Seveda zvemo, da preferirajo samo torej zlate odprto dostopne revije ali samo tiste, ki bodo že imele, tako kot sem že povedala, izdelan tranzicijski torej postopek za prehod v popolni open access in predpisujejo tudi zbiro licence Creative Commons. Tolerirali bodo samo Creative Commons by ali pa Creative Commons by share alike, torej SA, kar pomeni, da več raziskovalec ne bo mogel zapreti svoje vsebine za komercialne namene ali pa za namene predelave. In se bo v bistvu zahtevalo od bralca, ki bo to vsebino uporabil, samo to, da bo moral seveda citirati, torej priznati avtorstvo tistemu, ki je izvorno, bom rekla, tega dela ali tega odkritja rezultatov avtor. In če bo to celo še omejil na share alike, ne bo mogel svoje vsebine seveda bolj zapreti, kot je zaprta oziroma odprta tista, katero je uporabil. Torej ne bo mogel manj permisivne licence uporabiti, kot je licenciran članek, ki ga bo uporabil za svojo raziskavo. Tako tu se kar, bom rekla, nekako stopnjujejo te zahteve torej financerjev raziskav v bistvu. To sem samo še recimo omenila, ker se tudi Eurodoc, ki je v bistvu svet doktorskih kandidatov in mladih raziskovalcev Evrope, tudi precej ukvarja z odprtim dostopom, po tem svojem kanalu skozi to združenje širi idejo odprtega dostopa in sicer so z skupno izjavo, to je polinkana, se lahko pogledate, prevedena v slovenščino, seveda zelo podprli implementacijo plana S. Torej mladi raziskovalci, to tudi na univerzi opažamo, jim odprti dostop ni tuj, če le imajo denar, ker na koncu je vse povezano z denarjem, moraš ga imeti, da plačaš recimo APC, če ne izbereš revije, ki ne zaračunava APC-ja, zelo podpirajo odprti dostop in jim taka objava ne predstavlja nobenega dodatnega, bom rekla, razmisleka v tem, zakaj bi jaz odpiral, zakaj bi to ponujal. Takšne argumente namreč poslušamo, da se pač razprodaja znanost in tako naprej. Ideja je pa v tem, da bi seveda se znanje čim hitreje in čim enostavneje širilo in tudi ta poanta družbene odgovornosti je vgrajena in tako naprej. Pač v tem kontekstu. To sem vam samo hotela malce prikazati, ker se tudi na nabavnih postopkih zaradi odprtega dostopa pojavljajo novi nabavni modeli. Recimo, to je en tak primer, knowledge unlatched, v čem je poanta tega, recimo založniki naslove svojih knjig ali pa verjetno metapodatke posredujejo tej knowledge unlatched firmi oziroma pač podjetju, karkoli že pač je. Ta pošlje ponudbo knjižnicam in knjižnice se prijavijo, ja, ta naslov nas pa zanima in potem ta knowledge unlatched zbira pri knjižnicah denar za plačilo APC-ja. Potem pa od založnika, on potem v bistvu plača APC založniku, založnik vsebino odpre in potem jo imamo vsi, ki smo dali delček nekega denarja. Mislim, taki poslovni modeli in to že kar živi. Če boste malo na spletni strani pogledali, mi se še tega nismo lotili, da bi na tak način, bom rekla, tudi nabavljali literaturo, ampak to so poslovni modeli, ki jih je spodbudil odprti dostop, ker čim je enkrat plačan APC, je vsebina tega dela seveda za zmeraj odprta. Nihče je več ne rabi plačati. Vsebina je odprta, takoj, prosto dostopna na spletu, licencirana pač za neko Creative Commons licenco, ki bralcu pove, kaj s to vsebino sme, ampak nihče več za tem je ne rabi plačati, da bi do nje prišel. In je odprta na spletu celotnemu svetu, v bistvu tako rekoč. Tako to je nek tak solidarnostni sistem, kako bi temu rekla. Da knjižnice prispevamo, če več knjižnic zanima isti naslov, prispevajo denar in knowledge unlatched opravi nakup, da plača založniku in knjige so unlatched, torej odprte.
to je pač kot primer, ne, da pravzaprav ima to vpliv in poslovni ljudje so precej inovativni, ne, tako kot bom rekla, tradicionalni založniki, ki so tudi našli svojo priložnost v odprtem dostopu in bom rekla trenutno v tem tranzicijskem obdobju, ki vprašanje, kako dolgo bo trajal, pravzaprav še dodatno služijo, ne, na račun odprtega dostopa, tako da kaj hitro kdo najde kakšno poslovno priložnost. Pak to so stvari, ki pač mislim, da sem pogledala, da je že ne 500 knjižnic, članic tega Knowledge Unleashed, da se knjižnice tudi tega že poslužujejo. To bi vam samo rada povedala, seveda, če smo se do sedaj v nekem ciklu že znanstvenega komuniciranja več ali manj posvečali samo publikacijam, se zdaj seveda precej govori tudi o raziskovalnih podatkih, ki seveda imajo tudi svoj življenjski cikl, ne, ki ga in raziskovalci so na spletu in uporabljajo različna virtualna raziskovalna orodja. Skoraj da več ne moreš temu slediti, tako je to nepregledno, katere vse aplikacije raziskovalci uporabljajo, tudi za upravljanje s svojimi referencami. Mi sicer na univerzi kupujemo recimo EndNote, ne, ponujamo celotni akademski skupnosti za upravljanje z referencami, so pa verjetno to Brina ve še bolje, ne vem, na Mendeleju, pa na reference worku in kaj zvem kje, ne, vse to pa tudi uporabljajo, ker če so na individualni ravni, torej uporabi za eno osebo brezplačna, se seveda porabijo in koristijo in ko se enega orodja navadijo, pa seveda tudi težko menjajo, ne. In pomembno je tudi, bom rekla, institucionalni repozitorij, ker namreč to je ta infrastruktura, v našem primeru je to naš DKUM, ker pač težimo k temu, da bi seveda pa se vse na koncu v odprtem dostopu znašlo v našem repozitoriju. Naš namen je tudi na tak način hraniti, varovati neko znanstveno dediščino, smo mi temu poimenovali in zdaj seveda v polnem besedilu in če ti to licenca in copyright dovoli, je najlepše, da imaš to, bom rekla, v eni taki podatkovni zbirki na kupu. Zato, bom rekla, predvsem jaz poudarjam, da danes smo, bom rekla, vse v našem okolju knjižnice obdane z vrsto nekimi raziskovalnimi infrastrukturami, to sem jaz pač tako poimenovala in na vse to moramo biti pozorni in se pojavljati in seveda te so, zato tukaj te 3 pikice, ker jim skoraj da ni konca, ampak tu sem zdaj izbrala nekaj trenutno najpomembnejše. Če rečem temu, da tiste, v katere smo precej vpleteni, ne, je to, bom rekla, torej digitalna knjižnica kot naš institucionalni repozitorij univerze, potem mi imamo zdaj že 2 leti tudi delujočo založbo univerze v Mariboru, torej univerzitetno založbo, ker tudi, bom rekla, spodbujamo raziskovalce, da svoje dela objavljajo po poslovnem modelu odprtega dostopa, čeprav jim nudimo tudi podporo klasičnega založništva. Za delovanje založbe uporabljamo odprtokodne programe, torej Open Monograph Press, Open Journal System, Open Conference System, skratka okolja, ker jih lahko uporabijo za to, da vodijo svoje uredniške procese na teh okoljih. Potem je tukaj repozitorij UKM, ki smo ga v UKM-u postavili za v bistvu digitalizirane verzije našega starejšega gradiva, starega fonda, Moodle, e-učno okolje, tudi na to moramo biti precej pozorni. Bom rekla, to je sicer za moja, če bom rekla, bolj po domače rak rana, ne, ker nimamo pregleda, kaj vse se tam nalaga, da, bom rekla, mogoče ne samo verificirane študijski programi, ampak neki PowerPoint in kakorkoli, bom rekla, tu se najde noč čuda. Dosti si profesori tukaj privoščijo, ker je to zaprto okolje, misleč, da nihče ne more iti noter in ne v to okolje in tega videti. Skratka, tukaj, kar se tu nalaga, malce beži, bom rekla, že ven iz knjižnic, ne. Ker so to gradiva, ki so interne narave, ki niso šla po neki uveljavljeni poti, seveda profesori pa precej izkoriščajo to okolje. Potem je naš EDS, ki smo ga pač poimenovali Umnik kot neko blagovno znamko, torej, kjer združujemo elektronske in tiskane vire, agregiramo skupaj v enotni iskalnik. COBISS, kakorkoli pomembna infrastruktura, katero vi ustvarjate, kar se pa tiče seveda odprtega dostopa in znanstvene komunikacije, predvsem pomembna bibliografija, ki jo, bom rekla, vodimo v okviru torej COBISS-a oziroma COBI baze.
Potem so pa tukaj različne druge aplikacije, ne? Direktorji odprto dostopnih knjig, direktorji odprto dostopnih časopisov in preko založbe želimo diseminirati, dela, ki nastajajo v okviru naše založbe, v te aplikacije. Plasiramo knjige tudi v Web of Science, v presojo, da bi jo vključili tudi v Scopus. Secrets in Altmetrika, nekako v povezavi, to seveda je še vedno aktualno, ker kakorkoli bazira vrednotenje znanstvene uspešnosti v Sloveniji še na impact faktorjih, tudi druge. Hkrati pa z eno promocijo, seveda ste vi tudi vgradili, ne, Altmetriko in tudi v Umniku jo imamo, tako da lahko raziskovalci spremljajo odzivnost njihovih del na družbenih omrežjih. In pa precej pomemben je Google Scholar, ne, torej Google učenjak. Mi smo Umnik indeksirali za Google učenjakom, ker nam, tako da so zapisi Umnika tudi tukaj dostopni. Namreč uporabniki so tukaj, ne, jaz se že dolgo več ne pretvarjam, ne, da mi moramo pravzaprav primarno svoje vire ponujati uporabniku na Google učenjaku. Tudi jaz sem pogosto tam prej, kot recimo v Umniku, priznam, pa najdem, kar iščem, mislim, tako da žal je pač temu tako. Potem so tukaj, Open Educational Resources, kjer se precej Evropejana, kot v povezavi z repozitorijem UKM. Nacionalni portal odprte znanosti, torej portal, ki agregira vse institucionalne repozitorije univerz v Sloveniji in še druge zbirke v Sloveniji, ki nastajajo in nudijo, odprto dostopne. Jaz sicer za nekaj generično uporabljam izraz odprti dostop, čeprav se bomo kasneje to malo podebatirali o tem, ni vse pravi odprti dostop, ne, je free to read, ne, kar pomeni, da ni odprti dostop, mi lahko nekaj beremo, ne smemo pa nič tisto vsebino početi, kar v pravem kontekstu ni odprti dostop, ker je zaščiten avtorsko pravno, tako kot vsaka tiskana knjiga in drug vir. In tu seveda pol nastaja zaradi tega tudi precej kršitev. In pa Open Air portal, v povezavi z DQM-om, ker tu not je vgrajena kontrola, ki jo ima Evropska skupnost, če so članki objavljeni v odprtem dostopu, če so projekt financirali, ne. In DQM je Open Air kompatibilen, kar pomeni, da je tukaj tudi naveden, zabeležen dela, ki so v DQM-u, se seveda selektivno pojavljajo tudi v Open Airu in preko tega seveda zagotavljamo, da ima Evropska skupnost pregled, ali naši raziskovalci v okviru EU projektor zadoščajo njihovim pogojem raziskovalnih projektov. Samo na kratko, saj to vsi veste, ne bi ponavljala, kaj pravzaprav odprti dostop je prost, takoj odprt, govorimo o recenziranih znanstvenih člankih, spletno dostopen in pa da nudi torej dostopen, da je neka dostopnost takojšnja, spostavljene in pa seveda, da ima pravice ponovne uporabe. Zato je potrebno seveda vsak tak prispevek v elektronskem okolju označiti za neko licenco, predlaga se ponavadi CC licenca, torej Creative Commons, vendar se teh licenc pa je še, predvsem na področju podatkov več. Recimo en avtor, Velterop, je, tukaj, zakaj sem to definicijo izbrala, zato ker še, torej omeni licenco in pa to kompatibilnost repozitorijev, ne. Takrat je, neka objava odprto dostopna, ko temu izvira, ker namreč zaradi zahtev Evropske skupnosti, ne, ni dovolj, da se članek torej objavi v odprtem dostopu in je zgolj dostopen na spletni strani založbe. Marsikdo misli, jaz sem to naredil, na spletni strani založbe je članek odprto dostopen. Ravno zaradi kontrol, ki jih potem financerji raziskav izvajajo, mora biti članek ne samo dostopen, ampak mora biti tudi arhiviran v enem izmed repozitorijev. Mi, predlagamo našim raziskovalcem naš DQM iz drugega vzgiba, ker bi radi kot knjižnica imeli to vse na enem mestu, sicer pa lahko raziskovalec izbere katerikoli kompatibilen repozitorij z tem Open Air portalom oziroma njihovo bazo. In torej najpomembnejša razlika med tradicionalnim in odprto dostopnim znanstvenim publiciranjem je predvsem v tem, kdo je lastnik materialnih avtorskih pravic. Vi sami veste, kot avtorji tudi mnogih znanstvenih del, s pogodbo, ko na en članek napišete v
tradicionalnem založništvu prenesete materialne avtorske pravice na založnika in potem niste več lastnik svojega dela. In če ga hočete potem kasneje ponovno uporabiti, morate za svoje delo založnika vprašati, ali vam to dovoli. V skrajnih primerih celo tudi kaj plačati. Ne, zato imajo tudi vedno tisto, ne, copyright clearing center, ne, tako je navedeno, kamor pišeš, ali smem svoj članek, ne vem, uporabiti v svojem naslednjem članku ali pa tisto slikco, ki sem jo, ker bom rekla, seveda slepo podpisujemo pogodbe in s tem prenašamo materialne avtorske pravice na založnika. V okolju odprtega dostopa se zelo promovira, da bi se uveljavili takšni založniški poslovni modeli, da bi materialna avtorska pravica ostala avtorju. Torej, in da bi se tudi avtor zavzemal za to, da bi se pogajal z založnikom, ja, bom odprl, ampak vi mi morate pustiti, da se ostajam jaz lastnik materialnih avtorskih pravic, vam pa dajem samo dovoljenje, da moje delo objavite v odprtem dostopu pod, recimo, pogoji določenimi. Ne. Zdaj, v okolju revij, seveda revija določi, ponavadi, katero Creative Commons licenco bo uporabljala. Mislim, jaz še nisem našla primera, da bi v okviru ene revije imeli članki, bom rekla, različne licence. Tako da revija se odloči za eno vrsto licence, ali je to CC BY, ali je to CC Share Alike, skratka te stopnje. In to je, bom rekla, tista poglavitna razlika med, če primerjamo, bom rekla, okolje tradicionalnega ali pa odprto dostopnega založništva. To so te stopnje, torej v licence, torej najbolj zaprta, kjer ti sicer potem poveš, da te mora citirati, da ne sme komercialno uporabiti, torej non-commercial, non-derivation, do najbolj odprte te BY oziroma nič, kar pomeni pravzaprav javno domeno in ta licenca se precej pojavlja pri raziskovalnih podatkih. Se torej licencira za CC nič, kar pomeni, da jih lahko poljubno uporabljaš. Zdaj pri torej shranjevanju nekaj raziskovalnih podatkov, seveda to je zame bistveno zahtevnejše področje kot same publikacije, že tudi iz tega konteksta, ker jih je potrebno primerno opremiti, da jih seveda avtor, ki jih uporablja, razume in da jih potem lahko pravilno uporabi naprej. Tist minimum, ki je seveda ta, da je potrebno v okviru metapodatkov povedati, v kakšnih okoliščinah so recimo eni podatki z naravoslovja ali pa tehnike nastali, zato da veš, recimo pod kakšna temperatura, ne vem, vlaga, karkoli poenostavljam zdaj precej. Seveda na področju družboslovja so pa, bom rekla, problematični osebni podatki, ki jih je treba v sklopu, v kontekstu zakona o varovanju osebnih podatkov tudi primerno anonimizirati. Tako da to pač je potrebno malo več dela na tem. Različne vrste odprtega dostopa se pojavljajo. Zdaj bom rekla, mi precej govorimo samo o zlatem in zelenem. Jaz sem za danes še pač malo dodala te PowerPointe od zadnjič. Pojavlja se tudi, bom rekla, bronasti odprti dostop in pa diamantni odprti dostop, ampak v principu govorimo o zlatem in o zelenem. Glavno, torej zlati odprti dostop je to, kar sem tako rekla, da je vsebina tako odprta, na spletu dostopna, licencirana z Creative Commons licenco, da bi pač težimo k temu, da je avtor ostane lastnik materialnih avtorskih pravic, da pa ima pač seveda tudi nek APC, ker avtor plača za to, da založnik to vsebino na veke komaj odpre. Zeleni odprti dostop je pravzaprav tradicionalno založništvo in po določenem embargu, ki ga založnik določi, lahko avtor z nenalaganjem v repozitorij to vsebino odpre, vendar je pomembna tudi, da pogledamo, katero verzijo članka dovoli založnik. Pri bronastem, bom rekla, tega je največ, seveda to, kar smo omenili, je to free to read, torej še vedno je založnik lastnik materialnih pravic, vsebina je prosta, da na spletu, nima pa potem tudi dobene vsebine, pa tudi ni licencirana, tako da bralec pravzaprav ne ve, kaj sme za to vsebino, tako da je najboljše, da se jo tretira, kot da je popolnoma varovana po zakonu. In pa diamantni odprti dostop, ki je v bistvu zlati odprti dostop, jaz temu rekla, vendar založniki so vzpostavili neke druge, bom rekla, poslovne modele in eksistirajo brez plačila APC-ja. Jaz bi skoraj da rekla, da v Sloveniji znanstvene revije precej, torej so vse več ali manj ali bronaste ali diamantne odprte dostope, mnoge sploh nimajo dobenega APC-ja, živijo zato, ker jih ARRS sofinancira,
sofinancirajo jih verjetno zadostno, da jim ni potrebno uvajati še plačila za posamezni članek, tako da tega, bom rekel, slovenske revije so več ali manj že v eni izmed oblik odprtega dostopa. Samo primer enega članka, kateri podatki na članku so pomembni. Predvsem to, kdaj je bil članek objavljen oziroma published, accepted. To je fino, da te podatke vemo, zato ker je pomembno, od katerega datuma, recimo, če je to zdaj primer enega klasičnega članka, torej po tradicionalni poti, verjetno od tega datuma naprej začne teči embargo, ki ga je založnik predpisal. In pa seveda na koncu podatke o projektu, odkot članek izvira, ti podatki so zdaj že skoraj da standard na članku, ker jih tudi financer zahteva, da avtor objavi, iz katerega projekta izhaja članek in pa za kakšno licenco licencira. To je recimo en tak primer enega odprto dostopnega članka. To bi samo, recimo, še samo z tega konteksta imenovala precej, bom rekla, delujejo naši raziskovalci na enem takem družbenem omrežju, raziskovalnem omrežju. Imamo ResearchGate, imamo Akademijo Edu, skratka, verjetno še mnoga tega. Recimo 2600 članov se je identificirali, da prihaja iz Univerze v Mariboru v okviru tega raziskovalnega omrežja. Zakaj to vedno pokažem našim raziskovalcem? Zato, ker lahko tukaj odlagajo polna besedila samo, če so objavljene v odprtem dostopu. Vse ostalo je v bistvu kršitev avtorskega prava, in tega se ne zavedajo. Da oni tu gor dajo full tekst, pa ga pošljajo kolegu, ali pa kolega prosi, daj pošlji mi full tekst. In to je tudi ena izmed sprememb, če tako rečem, zaradi takšnih načina obnašanja raziskovalcev, ki ne bo drugačno. Recimo nam zamira medknjižne izposoje, to je ena storitev, ki je zelo padla. Ker je tega vedno manj. Imamo v bistvu še kar nekaj medknjižne izposoje iz našega fonda, zato se trudimo v bistvu izpostavljati tiste specifičnosti, ki jih imamo v knjižnici, tisti fond, ki ga drugi nimajo in tako naprej. To se kar tak nekako prepleta in ima tudi vpliv v bistvu na knjižničarstvo kot tako. Tako da vedno znova jih opozarjamo, naj pač pazijo, kaj delajo v okviru teh omrežij, ker namreč recimo pred leti, to je že 2013, LCV zahteva, da morajo popolnoma vse umakniti iz recimo enega takega omrežja. To je pač izpis iz teh člankov, ki so takrat poročali o tem in dokler samo rečejo, da moraš umakniti, pa te ne tožijo, je tako še vse v redu. Tako da boriti se z njimi nima smisla. Recimo, tudi to so bile ene take odzivi potem v časopisju, tudi napadi, da založniki preprečujejo torej deljenje znanja, pač ta sharing knowledge, ki je zdaj zelo popularen. Seveda pač, kolikor so oni lastniki materialnih avtorskih pravic, pač tega ne smemo privoščiti. Oziroma ne smemo in je v bistvu prekršek. Dokler ne rečejo, da je kaznivo. Potem, to je vse polinkano, se bom vam PowerPointe tu pustila, pa si jih potem lahko, bom rekla, vzamete, ali pa vam bom jih poslala po elektronski pošti. Skratka, to so pač dokumenti, ki veljajo v evropskem raziskovalnem prostoru in se nanašajo na upravljanje z raziskovalnimi podatki in na, bom rekla, odnos do odprtega dostopa. Na tem slajdu bi želela opozoriti samo nacionalno strategijo odprtega dostopa, ki jo pravzaprav zdaj, bom rekla, teče že 4. leto, odkar je sprejeta. Je sicer akcijski načrt nastal šele čez 2 leti. Lani smo pa, bom rekla, prvič opazili, torej je ARRS naredil ene premike v svojih razpisih, ki so upoštevali določila torej te nacionalne strategije, in ko bo tega več, seveda bo tudi pritiska raziskovalcev več na naš. Torej pričakujejo, da imamo mi te stvari že urejene in da bodo lahko to uresničevali tako, da bodo zadostili zahtevam financerjev. Recimo, ena izmed ciljev nacionalne strategije je bila seveda, to zdaleč več ne drži, bila precej ambiciozno napisana, da bo že 2018 80% in 2021 100%. Temu sigurno ne bo tako, ampak v to smer se pač premika, eni podatki pravijo, da nekje do 35% produkcije, ki nastajajo v svetu, je objavljene v odprtem dostopu in ta
procent se zaenkrat pač počasi dviga. Ne. Je pa seveda nacionalna strategija se dotaknila tudi revij izdajateljev s sedežem v Sloveniji in pa izdajateljev znanstvenih monografij v sedežem v Sloveniji, in sicer pri revijah ne mora biti odprta v zlatem odprtem dostopu. Zdaj za nami je, bom rekla, za razpis, ki je bil ne za revije za naslednji 2 leti, verjetno so imeli kakšne pogoje tukaj vgrajene, kar se tega tiče, da morajo revije čemu zadostiti, če želijo, da jih ARRS financira. In pa pri znanstvenih monografijah je to pač priporočilo, da če se le da, se naj si prizadevamo tudi za izdajanje monografij po poslovnih modelih odprtega dostopa. No, in to je recimo bil en projekt oziroma razpis ARRS-ja iz lanskega avgusta, kjer so imeli že točko odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij, in sicer skladno z določili nacionalne strategije, ne, tako so pač to zapisali, morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Zdaj natančneje niso omejili nekatere revije, ne v kakšno licenco morajo ti članki imeti in tako naprej, vendar pač pogoj, tisti klasičen prvi je, mora biti v odprtem dostopu. In če pogledamo ta določila, kaj pravi nacionalna strategija, ne, torej to, kar sem že prej rekla, shranitev publikacije v repozitorij, ne, torej ni dovolj, da je članek odprt na spletni strani založnika, končna faza je, da je shranjen in potem seveda tudi javno objavljen preko repozitorija. Če tudi torej vi objavite kot raziskovalci nek članek v odprto dostopni reviji in je ta odprt na založnikovi spletni strani, je potrebno podrobno pogledati politiko odprtega dostopa tega založnika, kaj ti dovoli odložiti v repozitorij, potem nek institucionalni, v kateri obliki, katero verzijo članka in pod kakšnimi pogoji. Če je to zlato odprta dostopna revija, je to ponavadi ti dovoli takoj to naložiti, ni pa nujno, da ti dovoli naložiti zadnjo PDF različico članka. Ne, tako da tudi te politike je potrebno pozorno prebrati, ker ponavadi dovolijo tisto zadnjo avtorjevo različico, ki je sicer recenzirana, ni pa oblikovana, ne, pa še dokončne oblike revije nima. Tako da PDF ponavadi ne dovolijo, zahtevajo pa seveda, da imajo ti metapodatki v institucionalnem repozitoriju link do te izvirne objave na spletni strani založbe in vse to pač moramo biti pozorni. Ne. Metapodatki morajo biti javno objavljeni, recimo je določilo, ne, metapodatkov ne smemo skriti, če že, skrijemo neko verzijo članka v polnem besedilu pod določenim embargom, in pa tudi govori o stroških objave odprte dostopne revije, kjer seveda strategija priporoča, da je to upravičen strošek v okviru raziskovalnega projekta. Tega ARRS sicer ni naredil v okviru tistega avgustovskega razpisa, je pa kasneje, torej v septembru, objavil nov razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu, sicer ne katerega koli, ampak je predpisal pogoje, da mora biti pač to časopis, ki sodi v kategorijo A1 in da seveda mora članek izhajati iz projektov, ki jih financira ARRS, in je to zapisano na članku. Mislim, da so razpisali 350 ali 300 tisoč evrov, počrpanih je bilo 150 tisoč. Mislim, da polovica nekako jim je uspelo, potem bom rekla raziskovalcev prijaviti. In pa imajo za leto že napovedan enak razpis v letu 2019. Če je lani tisti razpis raziskovalce recimo presenetil, imajo zdaj že, bom rekla, prvi impuls, da se lahko na to prijavijo, da lahko objavijo, recimo založijo denar, ker recimo bodo se lahko konec leta na ARRS prijavili za refundacijo teh sredstev. Ne. Potem se ta točka nadaljuje iz tistega avgustovskega, seveda zahteva tudi spletno stran, da ima svoj projekt, ampak to ni pomembno, hotela sem to, torej osnovni podatki glede financiranja, torej to zahtevajo, da je navedeno, in pa da so vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezani in jih ni posebno podvajati, torej povezane z COBIS-om, oziroma to tako ali tako so. Jaz pač tu vidim priložnost za neko nadgradnjo, da seveda te povezovanje bibliografskih podatkov s polnimi besedili, ki pa jih mi hranimo v DKUM-u, in pol ima, bom rekla, tak zapis, obogaten zapis, pač neko vrednost. Širšo vrednost. Ne. Tole je, bom rekla, en taki miselni tok, ki ga predpisuje Evropska skupnost.
S tem seveda želi poudariti, da če se ti raziskovalec odloči, ali da so raziskovalni podatki takšne naravi, da jih je potrebno varovati. Tega odprti dostop ne preprečuje, ne, da bi zdaj bilo predpisano, da ja moramo na vse pretege, na vsak način to objaviti v odprtem dostopu, ne. Če so podatki te narave, da se jih odločijo zaščititi v okviru patenta, je to, bom rekel, upravičljiv razlog, potem, ko Evropska skupnost to predpisuje, seveda pa govorimo o publikacijah in pa o raziskovalnih podatkih, kar sem že povedala na začetku. To bi šla malo hitreje skozi, ker to sem vam pravzaprav že vse povedala, torej potrebno je arhivirati in potem zagotoviti odprt dostop. Če objavljaš po tradicionalni poti, seveda pa je to ta zeleni odprti dostop, ki pač predpisuje nek embargo. Tu se je Evropska skupnost, bom rekla, precej, stroga, ker je predpisala tudi ta embargo. Za področje tehnike in naravoslovja 6 mesecev, za področje družboslovja 12 mesecev, kar pa je precej strogo. Težko je najti založnika, ki ima enake pogoje, te embargi so ponavadi daljši in si potem tukaj celo onemogočen izbrati tisto revijo, ki njihovim pogojem zadostuje, ali pa te potem takoj silijo, da pol pač greš v zlati odprti dostop, če le imaš denar, ne? Ker ti embargi so precej kratki in jih založniki ne priznavajo. Podatki, torej, že sem rekla, so zdaj pilot, lahko pričakujemo, da bodo obvezni, enako jih je treba arhivirati, pa zagotoviti repozitoriju tudi pomemben te informacije o orodjih, instrumentih, pogojih, zato da se doseže ponovljivost rezultatov. Kar je tisto, s čimer nas že raziskovalci zdaj obremenjujejo, pomagajte nam, je to, da že morajo pri najavi projekta predvideti, kako bodo ravnali z raziskovalnimi projekti. Torej, kako jih bodo hranili, kje jih bodo hranili, pod kakšnimi pogoji bodo to zbirali. Torej, skratka, pripraviti morajo nek načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki. In seveda tukaj, bom rekla, je to zdaj področje, ki si tudi mi iščemo znanje, se v tem smeri izobražujemo, namreč v Evropi, torej v razvitih knjižnicah, državah, se je seveda razvil, bom rekel, tudi nov poklic, data librarian, oziroma v tem kontekstu data management librarian, skratka, oni so pač se kar hitro in seveda kaj, imajo možnost zaposlovanja, potem tudi izobraževanje kadra za te namene, skratka, mi smo tukaj precej vezanih rok in se pač moramo znajti v okviru danih možnosti. Samo en primer je nekaj takega spletnega orodja, ki ti pomaga pač pripraviti en tak načrt za upravljanje, za ravnanje z raziskovalnimi podatki, NRRP, ta kratica se je uveljavila v Sloveniji, ne. Mi pri nas poznamo pravzaprav en tak subject specific, ne, recimo torej tematski repozitorij, v bistvu ADP, ne, torej arhiv družboslovnih podatkov in to je pravzaprav v Sloveniji trenutno edini takšno uradni arhiv, ki se ukvarja z upravljanjem z podatki na področju družboslovja, humanistike, tako sem to kulture. Google se prilagaja, ne, mislim, beta verzijo, ne, Google, ne, dataset search imajo zunaj, ne, tu se želi pač nekaj išče, nekaj se najde, skratka, to je samo pač toliko malo za razmislek. OpenR kompatibilnost, ne, to oni zakaj? Oni predpisujejo, torej, da bibliografski metapodatki morajo biti v standardni obliki in morajo vsebovati naslednje podatke, torej ime projekta, akronim projekta, torej grant številko projekta, datum publikacije, dolžina embarga, če je pač embargo in pa trajni identifikator. Skratka, te stvari morajo bibliografski podatki imeti, da je, bom rekla, seveda potem lahko govorimo o OpenR kompatibilnosti, je pa seveda to po teh podatkih, oni preverjajo raziskovalce. To je samo, ne, bom rekla, en izpis enega članka, potem na enem tem OpenR in pa seveda, da se vidi, da je DQM pravzaprav med tistimi, ki je provider, ne, content provider za OpenR. Tako, zdaj pa samo še smo na tem, kako, ne, pravzaprav, kaj zdaj pomeni tako čisto pozaložniško, kaj je to zlati odprti dostop, kaj je to zeleni odprti dostop. Torej, če se odločimo, da bomo objavili članek v enem zlatem časopisu, torej zlato odprto dostopnem časopisu, seveda najprej poiščemo nek ugledno odprto dostopni časopis,
Predvsej pomembno je pri tem ta portal, direktorij odprtih dostopnih časopisov, kjer seveda je tu že ogromno. Če pogledate, čez 12,000 časopisov, 9,500 časopisov indeksiranih na nivoju članka, skoraj 4 milijone člankov se pač iz teh časopisov na tem direktoriju najde. Skratka, imajo, bom rekla, filtre tako nastavljene, da se da najti časopis po področju, pa če računa APC ali ga ne računa in tako naprej. Ni pa povezan, bom rekla, s tem, da bi na tem portalu še zvedli, če ima ta revija Impact Factor, ker pač tisti, bom rekel, gorečni zagovorniki odprtega dostopa se o Impact Factorju sploh nočejo pogovarjati. Ne. To je sploh malo greh, ne, da bi zdaj tudi tam imel še filter, ne, če ima revija Impact Factor. In seveda, če je pošlješ članek v recenzo in če je ta članek sprejet, lahko plačate APC, lahko pa tudi ne, ker obstaja precej revij, ki APC-ja nimajo. Seveda, ko naš raziskovalec o tem razmišlja, kaj njega zanimajo, on bi pa še Impact Factor imel, ne, zaradi vsega tega, kar je razumljivo, ker potem jih vrednotimo. In pa če gremo potem gledati v Web of Science ali pa tudi v Scopus, ne, se najdejo, bom rekla, od revije, ki so odprto dostopne in imajo Impact Factor ali imajo ta SNP Factor, tudi dovolj visok, da lahko zadostijo, bom rekla, po tej poti zahtevam. Ne. In potem pač, ko je to v redu, je pač članek objavljen v odprto dostopnem časopisu, odprto dostopnem na spletu, ta revija je v celoti odprto dostopne, stališča knjižničarja, mi za to revijo ne rabimo članarine plačevati, ne, torej neke naročnine, ne, seveda smo pa, bom rekla, že precej na tem, da oziroma zdaj koristimo neke tuje agregatorje, ki smo jih tudi vklopili v recimo Base od Univerzite Bielefeld, ki zelo, bom rekla, precej široko agregira odprto dostopne vire in ki smo ga tudi vključili v umnik, tako da lahko v umniku hkrati tudi te vire iščejo. Ne. Seveda je pa to zdaj že en tak velik nabor informacijskih virov, ker po neki presoji ne, bi jih lahko isto obravnavali, torej in katalogizirali, vnašali v naše baze, kot bom rekla, vse ostalo. Potem imamo tukaj, bom rekla, še samo en, ne bi več tega, to bi sam še to poudarila, ne, in seveda takrat v večini primerov avtor ostane lastnik materialnih avtorskih pravic in založnikom podpiše to dovoljenje, torej za objavo, license to publish in pa seveda določi se, torej je članek licenciran za eno izmed licenc Creative Commons, ki jo je izbral ponavadi založnik. Ne, tole je recimo tale pač en izpis iz tega direktorja, kjer se pač vidi, da imaš te filtre, ki sem jih že omenila, torej lahko izbiraš tudi potem, ali računajo APC ali ne računajo. Potem govorimo o zlati poti tudi v okviru hibridnega časopisa, mogoče vam je ta termin tuj, kaj pomeni, pač prejel se je za hibridni časopis. To je klasičen časopis, ki pa za posamezne članke lahko plača avtor APC in je v okviru recimo ene številke en članek odprt, ostalih 9 je pa zaprtih. Tu se je pojavil ta fenomen double dippinga, mi rečemo, kar pravzaprav založnik dvojno služi. Mi kot knjižnica v bistvu plačamo naročnina, ker želimo imeti celoten letnik ali pa posamezno številko odprto. Seveda od avtorja pa za posamezne članke pravzaprav računajo tudi ta APC, torej Article Processing Charge, temu rečemo v angleščini. Ne. Ampak, če se odločite za en tak časopis, ne, zakaj sem tu napisala, je potrebno preveriti prej politiko odprtega dostopa založnika, ker je pač potrebno paziti, da se izbere takšna revija, ki ustreza zahtevam tega financerja raziskovalnega dela. Spletne strani založnikov precej pomembne, vsi so se prilagodili, ni več založnika, ki ne bi imel politike odprtega dostopa, torej do tega so se opredelili, katere verzije lahko arhiviramo, pa seveda ceniki za APC, kaj ti nudijo, v katerih repozitorijih, skratka, na kak način lahko potem delimo te članke, skratka, vse to moramo biti mi knjižničari in seveda avtor pozoren, ko se danes odloča, kje objaviti. No in seveda tukaj se povsod plača APC in ti APC-ji niso poceni, ne, bom rekla še sprejemljivih tam do 1000 evrov, tudi do visokih 4000 evrov. Skratka, ti APC
so kar visok strošek, nekje povprečno so zračunali, sicer imam podatek iz leta 2014, da je nekje 1600 evrov, nekje povprečni APC. In tukaj seveda tudi za tisti en članek avtor ponavadi obdrži materialno avtorsko pravico, ne. Medtem ko ostala vsebina je zaprta in pa seveda uporabljajo, ne, tale poslovni model Authors Pay, torej potrebno je plačati APC. To je to, kar sem govorila, no, celo pač funtov je povprečna cena APC-ja, seveda nas ne preseneča, da je najdražje Nature, ne, pravzaprav, saj tudi naročnina na to revijo je precej draga, ne, tako da to gre skupaj. Tu sem pač dodala še en slajd, to je ena spletna stran Intakt, transparentnost in nadzor nad plačili APC-ja. To je en projekt 3 univerz, tudi Bielefeld je bil tukaj, bom rekel, precej, mislim, da celo vodi ta projekt, in sicer Open APC. Skratka, tu oni zbirajo podatke o plačilu APC-jev, različnih založnikov, različnih institucij. In recimo, če to pogledamo, je v obdobju, mislim, da zadnjih 10 letih University College London, ne, za plačilo APC-jev uporabo že več kot skoraj 13 milijonov evrov. Torej, zraven vseh naročnin, ki jih plačujejo za elektronske vire, so v obdobju 10 let plačali založnikom skoraj 13 milijonov evrov in skratka tu se lahko sortira po letih, po založniku, po časopisu, skratka precej pregledna stvar za en občutek, koliko institucije dajejo za APC, no, in to je ta projekt Intakt. No in pa ta zelena pot je pa v bistvu tradicionalno založništvo, s tem, da založnik pač predpiše po pol leta, po enem letu, vam pa dovolimo, da svoj članek naložite v institucionalni repozitorij v neki različici, ki oni predpišejo, s tem, da seveda morate dati link do originalne objave in da določene pogoje in skratka tudi to je treba vse natančno prebrati v politiki odprtega dostopa založnika. V tem primeru seveda se APC ne plača, zeleni dostop je zastonj, ne, tako da to je za avtorja pač pot, ko lahko brezplačno uresničuje zahteve odprtega dostopa, je pa res, da recimo ga v tem okvirnem programu Evropska skupnost več ne tolerira, ne, oni v bistvu predpisujejo zlati odprti dostop, zelen ne pride več v poštev, zdaj v naslednjem pa še toliko slabše, ne. Torej, arhivirate dovoljeno verzijo članka v ustrezni repozitorij. To pri izobraževanju knjižničarjev vedno poudarjamo, zaradi tega, seveda, ker mi tega nimamo, ne. Nam avtor prinese pač čisto končno različico, ampak zdaj pač tudi moderno samo link pošljajo, ne. Tam si poglej na spletni strani, kaj smo objavil in vnesemo, ne. Seveda, to pa mi potrebujemo, ne, in tudi raziskovalce zraven knjižničarjev opozarjamo, da v procesu nastajanja znanstvenega dela naj si prosim shranijo vse te različice, ne. Oziroma naj bodo že takrat pozorni ali pa preverjajo, katero ne bo potem potrebno v knjižnico dodati, da mi lahko hkrati seveda še to različico odložimo v dokum, ne. In seveda naš program, to boste kasneje videli, ko bo vas Brino pokazali, je narejen tako, da ti takoj arhiviraš, seveda po preteku datuma, ki ga mi vstavimo v opremo, pa se potem avtomatsko vsebina sprosti in po preteku embarga pač je ta verzija članka javno dostopna. Torej, to so različne, bom rekla, verzije, različice člankov, ki se jih v procesu nastajanja znanstvenega dela avtorji in tudi mi srečujemo, torej več ali manj dovolijo arhivirati ta postprint. Tu vas bi mogoče samo upozorila, to ste že verjetno pogosto videli, to značko Crossmark, ki pa je seveda žal tudi plačljiva, seveda je tista, kjer mi lahko preverjamo, bom rekla, zadnjo verzijo, oziroma tukaj z potem klikom na to značko, če to članek ima, pač vidimo vso zgodovino spreminjanja članka, oziroma nam daje tudi, bom rekla, tisti signal, da imamo pred sabo zadnjo prepoznavno verodostojno verzijo elektronskega članka. To je Sherpa Rome, tudi ena spletna stran, ki agregira različne politike založnikov, časopisov, skratka tudi politik financerjev, raziskav, torej v povezavi z odprtim dostopom. Vendar zraven te spletne strani jaz priporočam, da se
še zraven preberejo spletne strani samih založnikov, ker so, bom rekla, tukaj včasih informacije malce poenostavljene, precej pavšalno napisane in ko greš podrobno brati založnikove zahteve, prihaja, da zraven tega seveda moraš pa še ono paziti in tisto, kar je na koncu, je pravzaprav najbolj pomembno ali pa najbolj omejujoče. Tako da tole dvoje pač preporočam, da se kombinira pri zbiranju informacij. Torej, kje deponirati? Precej smo zdaj že o tem govorili. Sledka, mi pač promoviramo naš dokum. Ne bom rekla, da je to edina možnost, ker ni. Torej, raziskovalec si lahko izbere karkoli. Imamo, bom rekla, založniki imajo že svoje repozitorije, ne vem, asociacije imajo svoje repozitorije. Skratka, tudi Evropska skupnost, ta Open Air je naredila svoj repozitorij za tako imenovane, ne vem, dela, oni temu rečejo orphans, ampak niso pravi, ne. Orphans v tem kontekstu, če institucija tvoja nima repozitorija, se pa lahko na Zenodo tukaj odložiš svoje delo. Skratka, možnosti je tukaj mnogo, ne. Skratka, mi pač seveda propagiramo svojo stvar. Jaz bi zdaj tukaj prvo po slajdih vam pokazala, ne, pač kako ta postopek oddaje dela v DKUM poteka, kako smo pač to proces vzpostavili, potem pa lahko tudi v živo. Z Brino to pokaževa. Skratka, na prvi strani DKUM-a imamo pač oddajo del. Seveda DKUM je nastal prvo za študente, za oddajo zaključnih del, diplomskih del v polnem besedilu. Mi smo kasneje, seveda tam pač pred 5 leti, 2012 smo nekako s tem začeli, 2011, nadgradili DKUM tudi za tem, da seveda se lahko oddajajo tudi druge elektronske publikacije. Ne samo, ampak ker je postopek različen, ker tukaj pri študentih je po defaultu vgrajen tudi ta detektor podobnosti vsebin, skozi katerega gre za ključne delo, so pač to dve različni maski. Torej se izbira, ali pač si študent oziroma si zaposlen in tukaj izbereš. Ne, in kar sem že rekla, seveda ob tem pa zraven tega, kar vse že naš bibliograf naredi za samo bibliografijo raziskovalca, ker namreč smo to koncipirali tako, da bi bila to nadgradnja opravil bibliografa, ki naredi v Cobisu tako ali tako bibliografski zapis za bibliografijo, je seveda najlažje, pa najhitreje, pa najbolj smiselno, da potem poskrbi še za to, da s tem, ne, da ta bibliografski zapis za bibliografijo oplemeniti še s polnim besedilom na DKUM-u in oba, bom rekla, zapisa med seboj tudi poveže. Tako da on pravzaprav potrebuje od raziskovalca pač to, ustrezno verzijo članka. Zraven tega, kar že zdaj dabi, ne, torej knjižničarju v knjižnico za potrebe bibliografije, mora seveda raziskovalec oddati še ustrezno verzijo članka, ki ga lahko potem bibliograf naloži v DKUM. To je recimo en tak primer, sicer enega članka, zdaj, če bom tu lahko šla na splet, ko pač primer Maja, bom rekla to, kar sem rekla, ne, zdaj sem pa šla, ne. Pardon. Ki? Tu. Samo toliko, da recimo vidite, da imajo tudi že založniki te repozitorije, oziroma pač različno se recimo autor vrže, ne, oni imajo tukaj na razpolago, ne, torej sami delajo arhiv tistih verzij, ne, člankov, ki niso dokončne, ampak ki jih oni dovolijo, da jih potem tukaj mi downloadamo, pa damo, shranimo v svoj repozitorij, recimo, če želimo, ne. Tako da en tak primer, seveda z neko uvodno stranjo, ne, potem se pač tu vidi, da je to RSC, ne, Accepted Manuscript, ne. V tem primeru seveda si avtor ne rabi svoje verzije, ker mu to že sam založnik nudi, ne, tako da, se pravim, tukaj je nekaj precej različnih situacij, ki jih pač zdaj spremljamo sproti, no. In seveda, tako kot sem že večkrat omenila, ni več založnika, ki ne bi imel nekega, bom rekla, torej odnosa do zlatega in zelenega odprtega dostopa in seveda tukaj predpisuje svoja pravila. Prav tako, recimo, to, kar sem že večkrat poudarila, kako lahko torej šeraš svoje raziskovalno delo, kakšen embargo predpisuje, recimo, za zeleni odprti dostop. Skratka, zraven vsega tega moramo pač danes še vse to spremljati. Recimo zanimivo, IOP Science založnik pa je pač tudi kontrapot ubral, ne, ker seveda vse institucije pri nas še ne, imamo
bom rekla, se v pripravi, skratka oddana je že na univerzo, vendar še ni bila javna obravnava, neka institucionalna politika odprtega dostopa. Večina, bom rekla, univerz pa že ima tudi institucionalne politike odprtega dostopa, takšne ali drugačne, malo bolj liberalne, pa celo zelo restriktivne, da pravzaprav že same predpisujejo, kje in kako njihovi raziskovalci zaposleni lahko objavljajo. Je pač tu kontra, ne, in je ta založnik pravzaprav avtorju, on pa meni, ne, kaj naj odgovorim, poslal vprašanje, ne, da če se institucionalna politika ne ujema z njihovim embargom, vam ne bomo objavili članka, ne, si poiščite pač drugega založnika, ne. Tako da to je zdaj, bom rekla, kar vsaki dan pravzaprav so raziskovalci za takšnimi ali drugačnimi vprašanji tudi soočeni in pa seveda kako smeš deliti tudi ta članek in sicer po točno predpisanih verzijah članka. No pa da zdaj tu nadaljujemo, to sem malo imela zmešane PowerPointe, če ste prej videli, izbereš oddajo del za zaposlene, ne, seveda prijava temelji na AI prijavi, torej na digitalni identiteti, ker se prijaviš in sicer imaš potem tukaj tudi eno soglasje, ki se ga prebereš, dve možnosti, torej sam vneseš metapodatke ali pa metapodatke uvoziš iz COBIS-a, ne. V tem primeru, pač bom rekla, seveda mi se ponavadi poslužujemo tega uvoza, ker bibliografski zapis na COBIS, ne, bom rekla, na vaši strani že imamo, ne, in nam je to najlažje, ne. To novo e-gradivo se pa, bom rekla, tudi večinoma, bom rekla, tudi uporablja pa pri zaključnih delih študentov, ker oni pa sami vnašajo metapodatke, ne. Tako da so tukaj različne. No in vneseš COBIS ID, tukaj potem uvoziš, klikneš uvozi, pač preveriš, kaj ti sistem takoj ponudi, uvoziš in seveda padeš takoj v tisto vnosno masko, ki je prilagojena, bom rekla, tipu dokumenta, ne, to smo par različnih vnosnih mask, smo pripravili, tako da sistem prepozna, da je to COBIS ID, ne vem, članka, ali je to COBIS ID monografije, monografskega zapisa, skratka, se primerno ti podatki pol prenesejo na DCUM stran. Sem pa se zmotila malo. Ja. Kar je rumeno, mi več ne moremo spreminjati, ne, to je pač, bom rekla, so zaklenjeni podatki, s tem se tudi, bom rekla, nekak identičnost, bom rekla, nekak zagotovi. Povezan, ne, DCUM je tudi povezan z Conorjem, ne, tako da tukaj se tudi iz Conorja vlečejo podatki. Tukaj vnesemo podatek o vlagatelju oziroma o avtorju, ker potem sistem avtomatsko komunicira z avtorjem, ne, ko je delo odloženo, dobi e-mail, ne, dobi administrator, ki je v knjižnici, vnešeno novo delo, zato da to redaktira in sam odkljuka javno objavo, avtor pa pol na koncu dobi tudi podatek, ne, imate novo delo v DCUM-u, ne, pač nekaj v tem smislu so pripravljena sistemska sporočila. Tukaj se tudi označi, katero verzijo članka se odlaga, torej ali imamo ta postprint, ali imamo celo založnikovo različico ali celo še prej. Čeprav, bom rekla, teh verzij si ne želimo, ker niso recenzirane, tako da v bistvu težimo k temu, da bi shranjevali torej postprinte po recenzijah ali pa založnikove verzije člankov, če se to dovoli. Potem imamo tukaj vrsta dostopa, no to je za embargo, ne, če damo takojšnjo, je to zlati odprti dostop, čim pa imamo zeleni odprti dostop, pa tukaj vnesemo datum, ne, če se tam na začetku spomnite enega podatka, je to verjetno publication date in potem preračunamo, no, se ti tu koledar odpre, Brina? Ja, se odpre koledar, ne, preračunamo, ne vem, čez 6 mesecev, pa se potem avtomatsko delo potem takrat javno objavi, čeprav arhiviramo ga takoj, tako da pol bibliograf ne rabi več ponovno nekaj nazaj misliti, ne. On to enkrat naredi in po preteku embarga se potem članek pojavi v DCUM-u kot javno objavljen. Potem imamo tukaj kreiranje primerne licence, torej z pač označitvijo, česa se sme, se tukaj generira slikovna in pa slikovna znaka za izbiro, katero licenco smo izbrali. In pa se to, kar sem že prej govorila, vnesemo podatke o projektu, ki pa je tudi ponovljivo polje, ker teh projektov je lahko več, ne. Potem naložimo datoteko,
ne, potrdimo oddajo, potem izberemo tudi organizacijo, kamor po prvem avtorju, navedenem prvem avtorju, izbiramo pač organizacijo, ker pač dokum je tako strukturiran, da lahko mi pač gledamo, zbiramo podatke potem tudi po članicah, tako da se tukaj pač izbere neka organizacija, kamor je delo razvrščeno in seveda tudi katera knjižnica je dolžna potem tudi dokončati, ne, torej prevzame redakcijo zapisa. In na koncu, ko potrdimo oddajo, dobimo pač sporočilo, da smo uspešno oddali delo v dokum. Potem pa dobimo to sistemsko sporočilo. V dokum je pod vašo organizacijo dano novo gradivo zaposlenega, to dobi administrator v knjižnici, takšno sporočilo in to je signal, da on potem vstopi v dokum, v administratorski portal, potem meta podatke pogleda in vkolikor je vse v redu, oziroma popravi, kar ni, seveda z njegovo verifikacijo se potem delo javno objavi oziroma pač po preteku embarga. Skratka, in pa potem greš v te administratorski modul, potem tam poiščeš delo, ga popraviš to, kar sem zdaj rekla, ta redakcija in na koncu potem avtor dobi, bom rekla, tudi sistemsko sporočila, da je vaše delo z naslovom oddano v dokum. Nekako tako je potem ta postopek oddaje dela zaključen. In potem seveda tako delo tako zgleda, tukaj visi torej PDF, datoteka članka, tukaj je navedeno torej ta licenca, skratka tako zgleda ta članek, ki je torej uvožen iz Scobis ID-ja, s Scobis ID-jem v dokum, opremljen, torej dodana je datoteka, licenca, torej ti manjkajoči podatki, ki jih potrebujemo in potem to je to, ta output. Tu vam bi želela samo še, bom rekel, koliko je ura? Da jaz... Aha, ok. Zdaj ne vem, če želite, vam lahko to še praktično pokažemo, kako v dokum to oddajamo, ali ne vem, ja? Ne, ni treba, smo šli. No, če ne vem, pa še imam par slajdov, pa če se res mogoče zaključimo z eno igrico, če boste za to, ki smo jo z Brino pripravili. Na to vas opozarjam namreč zaradi tega, ker namreč bo nekaj, to je en vodič raziskovalni, ki smo ga pripravili v knjižnici, kolegica Brina in pa Erneja, kjer bomo rekla, mi seveda zraven teh komercialnih virov, ki jih kupujemo, ne, želimo uporabnika opozarjati tudi na vire, ki so odprto dostopni in jih tudi sistematično v neki A do Z listi zbiramo in ponujamo uporabnikom, ki so, bom rekla, ti filtri so in po temi in po vrsti gradiva, tu sem pač to spustila, skratka, zelo priročno, z enim kratkim opisom, potem tudi z dostopom takoj do tega vira. Skratka, odločili smo se, da seveda že dolgo ne teh odprto dostopnih virov več ne zanemarjamo in jih tudi želimo sistematično zbirati in ponujati uporabniku, ne. Kar je še bolj pomembno, bom rekla, je to, recimo ta plakat, ki upam, da ga bomo zdaj res v kratkem lansirali v javnost, to že večkrat ponujamo, pa še nismo tega naredili, ker imamo z eno aplikacijo malo težav, pa čakamo, da se popravi to. Funkcionalnost je za hiter dostop do PDF-ja. To so pač produkti tujih in ali založnikov ali kako drugače, skratka neke aplikacije, ki si jih inštaliraš in seveda pri iskanju na internetu, na Google Scholarju ali pa Google Scholarju ti takoj ponudi PDF. Torej do PDF-ja za enim klikom, skratka praktično. Seveda moraš poskrbeti, da so tvoji viri tudi tam, ne, kjer uporabljaš ta gumb. Skratka in to mislim, da danes naši uporabniki od nas pričakujejo. In pa en portal, ki ga gradimo, ki je pa namenjen odprtemu dostopu, kjer zbiramo informacije o vsem in je tudi pač del tak, bom rekla, kot nekega vodnika po odprtem dostopu za naše raziskovalce. Neka pomenljivo smo ga poimenovali Odprimo ne, ta naš Univerza v Mariboru je kar priročna kratica, ne, tako da tudi tu je pač, dajte si to pogledati, pa vabljeni tudi k temu, če kaj manjka, da dodamo, skratka, to so stvari, ki pač jih lahko v kontekstu teh paradigem, ne, skupaj gradimo, ne, kakorkoli. Tako da zdaj, če se res ne vključimo, ne, bom rekla nekako še vživo v digitalno knjižnico, pač sem vam na voljo za vprašanja, pol pa če ste pri tem še malo poigramo. Tako da najlepša hvala z moje strani.